si? Boš videla. Ajde, Tjaša, pohit, jaz sem že v kopalkah. Jaz imam pa spodaj. Ti imaš v spodaj, dobro. Te kaj zebe, Tjaša? Ja, me kar, ja. Te kar, te bo še bolj. Dej povej našim gledalcem, kaj imava pa danes v planu. Ja, danes se grejo pa kopat v snegu. Zdajle, ko sneg pada, se bi ti kopala. Ja, to je najboljši feeling. No, v glavnem, pejte naprej, znam, da boste vedeli, Kje se bova kopala? kje se bomo. Mi smo drugač prispeli v Klevevš, kakor vidite, pada sneg. Snega je tudi kar nekaj. Kopat se gremo, tako kot je Tjaša rekla. In lejte, da vam pokažem, tukaj se parkira, velik parkirplac, tole so pa cene. Pobirajo od ponedeljka do petka, od 14. do 19. je 5 evrov za parkiranje do 3 ure, 10 evrov pa za avtodome, tako da je takle cenik, se pravi, mi smo prišli to dopoldne, tako da nam sploh ni treba plačati. Zdaj, odkar se ne da več priti dol z avtom, včasih ste z avtom prišli vse do tamle dol in je bil tamle spodaj parkirišče, zdaj so pa postavili rampo in ne gre več. Se pravi, je pa tle parkirplac, kjer sem vam ga prej pokazal in potem se pač takole dol sprehodiš. Mislim, sej to si v 5 minutah najkasnej. Evo, lejte, tamle od zadej, tamle spodaj v gozdičku je pa ta izvir termalne vode. Smo že dol, tukaj je en star mlin, ker so to nekaj obnovili. No, tole je reka Radulja, ki je seveda čisto normalne temperature. Tamle potem tukaj se pa še malo sprehodimo. Smo pa že pri, se pravi, teh naravnih toplicah v Klevevžu, kjer je termalna voda in ima okoli 25 stopinj. Zdaj v takem mrazu mogoče kakšno stopinco manj, ampak bo zakopati. Tjaša je še taka vnema, ki je bila. Ja, skus manjka me skus prezeba. V glavnem, tole tle od zad, ki vidite, je ta naravni izvir, Klevevž, se pravi, voda ima, vidite, tam ena tujka je, se že kopa. Ti si rekel, da ima 23 voda, tako da upam. 25 ima kavo, ampak jaz mislim, da v tem razu ima ene 23, tako da... Jaz upam, da res. Kaj pa Tjaša, greva še kele čez, kele v tustele jame, ki so tamle na uni strani. Okej. Čez bo težko prideti, lejke, to je ta reka Radulja. A ni druge poti? Ja, bomo probala najdeti nekako. Zdaj tukaj vprašanje, kje pride tukaj le čez, da bi prišel kele do tistih jam. Tamle gor na vrh je bil počas grad Klevevž, ki so ga sicer partizani požgali med vojno in pač ga niso več obnovili, tako da so sam še ruševine oziroma skoraj še ruševin ni več. Včasih je te reke veliko manj in greš lahko tukaj le čez, brez težav. Zdaj pa pač žal ni to tako, tako da ne vem, kje bom čez prišel. Bom pa nekje moram priti. Ajde, Tjaša, pohit, jaz sem že v kopalkah. Jaz imam pa spodaj. Ti imaš v spodaj, dobro. Tjaša, ali ti nisi šla v toplice, da ta kopalni plašč s seboj vzameš? Ja. Daj kar na brzino noter, ajde. Hitrejš, ko se boš odpravila, lažje bo. Ti zakaj nisi pa merelko vzela? Ne moram. A ja, hočeš lepa tlebati. Mislila sem, da več snega, zato aha.
Tjaša gre noter. Jaz se zdaj tle malo smejem, ampak pol, ko bom pa jaz mogel jeti, se pa ne bom smejal. A je topla? Ja, tako no. Alej, verjeten je topla, zato ker je od zunaj toliko mrzlo, ne, in... Sam ne, če sem že pripravljena, da se noter vršam. Ja, lej, prej, ko boš šla, boljš bo. Sej pol, ko boš noter, boš rekla, wow, kaj je super. Boš videla. Kako je? Daj prvi vtisi. Boljš kot zunaj. Boljš kot zunaj. Ampak malo me zjebe. Ja. Se pravi, koliko boš? Pol ure, urco noter? Do poletja. Zdaj pa tudi na mene na vrsto prišlo. Evo, slečem se, pa grem noter. Mečken pa je hladno, mečken pa je. Moram iti kar hiter noter, da se segrejem. A vskočil? Pa ni vroča. Čisto nis pokazala, da ni topla, ni. Mislim, 23 stopinj ima, ja, ampak ne, nima jih, znaš koliko? Ja, pa jih ima. Ja, mama. Plavaj, plavaj, plavaj. Ano, sej, kako se tebi, Tjaša, tlele zdi? Meni je tukaj zelo všeč, sploh pa danes, ker je zelo malo sneži, zdaj je nehal sicer, pa je okoli belo, tako da res je dober občutek. Kaj pa temperatura vode? Je v redu, sam ne za zimo, me zebe. Ima pa ene 23 stopinj, ne? Če hočeš videti še več takih super krajev, se naroči na moj YouTube kanal, samo klikneš ti gumb, naročite se, pa potem še zvonček. Iz 23 stopinj na minus 3, 26 stopinj razlike. Sej pri te bolj bi se pokazal, pred kamero se ne smem. Sej se navad človek, zanimivo. Zanimivo. Sam ubrisati se moraš, pol je pa dobro, sem da nisi moker. Tjaša, če so pa tole preživela, mama pa tudi koronavirus ne more do živega. Vse preživela. Misliš, bo kakšno pljučnico dobila ali kaj tacga? Ja, jaz to bom, da ne. Te pa kar zebe malo, ne? Ne, zebe, zdaj bom rabila eno urco, da se segrejem, ampak okej. Ti veš, da je mene pa zanimivo, sem do takrat, ko sem se obrisal, ko sem se obrisal, je pa dober bo, tako da... Zdaj siguren unija, veš, da hodijo tudi po zimu tiste mrzle reke, bojo siguren mislili, da sva kužna. Ja, morda malo sva, jaz tak, ko sem, da moram pomagati. Ja, jaz tudi, meni mrz res ne naredi mi dobro. Meni tudi ne, ampak je bilo pa fina izkušnja, ne? Ja, to pa definitivno se splača. Bomo še kdaj ponovili. Vsekakor. No, jaz grem zdajle pa še tole Sotesko prehoditi. Sotesko te reke Radulje. Tlele je prav pot speljana. Zanimiva Soteska, tudi poletje tle ljudje noter kopajo. In pol bom probal nekako prideti na tole stran, pa da grem tam, da so dve jame. In tu so globoke jame, ker ko sem enkrat tukaj bil,
je tle prišlo ven ene 20-30 jamarjev, pa so se pol tle noter skopali. Sem pa že bil, sem nisem luči imel, danes imam pa luči, tako da bo mogoče bolj zanimivo, zato sem tudi oblečen tako, kot sem. Najdel sem eno tole jakenco staro, ki ni nič škoda, da se bom umazal in gremo naprej. No, takole je tale potka gre, seveda previdnost ni odveč, drsi, zmrzveno je. Glejte, tamle gor je tudi, da so zgleda neki drevje podirali, ker drugače pa tu lepo potka, vidite tudi ograja, tukaj je podrta, tlele se pa začne. Tako da, lejte, jaz moram najdeti eno pot, na drugo stran moram pridati, pa potem, sicer kako bom jaz to prišel, se ne vem, če to sploh možno. Moram malo premisliti. No, pogledajte, kako lepa soteska. Polet se je tukaj dobro kopati, sicer je pa dosti manj vode, ne? Toliko vode nisem jaz še nikoli videl, kakor jo je zdaj. Tako da no, lejte, tle gor, to so pa tega ostanki gradu Klevevš, ki sem rekel, da pač je bil med vojno požgan in ga niso nikoli obnovili, tako da skoraj še ostanku ni več. Mogoče je tlele varianta začeti pridati, sicer če je čisto enostavna ni. Problem je, ko moram še tole torbico nositi v rok, ko imam razsvetljavo. Bomo videli, če bo tole šlo. To je tle bil neki jez. Pazi, drsi, ful drsi. Zdaj pa povejte, kaj sem tle. Čem je ali ne? Drugač pa ne, široka reka. Ne bo tu šlo. Kar tako. Kaj sem jaz car? Glejte. Naredil sem si most. Tole sem tamle najdel in sem si naredil in bom lepo čez šel. Kaj mislite, bo šlo ali bom noter telebno? Uspelo je. Sem prišel čez. Glejte, zdaj moram pa sem še tlele skok in sem pogrem pa tlele pa prideti do tam, kjer je moj cilj. Nimam glih občutka, da bi tu tle hodil nekje po enem Klevevžu. Se počutim, kad sem nekje Bogu iza nogu. No, se ni čudno, so tle grad postavili, ker ga je bilo res težko usvojiti. Jaz moram zdaj dol prideti, kako bom tu prišel tlele, se ne vem. Dač tale sneg pa vse. Jaz se tle matram po tem gozdu, prečkam reko, evo, sem pa najdel pot. Glejte, tale pot tlele dol pride in tamle gor po mojem 100 metrov, tamle od zadaj imamo avto parkiran, tako da bi šel lepo do avta, pa pol poti dol, pa bi bilo, jaz se pa tle okoli vlečem. Evo, zdaj sem pa že tukaj, glejte, tle so dve jame, ena je tukajle, ena gre pa še tukaj malo nižje. Drsi, glejte, tamle smo se mi kopali, vidite, tamle na un stran, evo, tlele pa jama. Seveda bom jaz tlele zdaj luči, luč si zrihtal, pa gremo noter, kakor bomo pač prišli. Evo, luč sem zalaufal, glejte, to se dan naredi. To je prav toplo, prav prijetno toplo.
Tako da razumem, zakaj so ljudje včasih živeli v jamah. Zato, ker je bilo toplo. Lejte, tle bi lahko v kopalkah bil, tukaj je toplo. Zanimivo. Mogoče tudi tle so kakšni termalni izviri. Mislim, pa mogoče kje greje. Aha, lejte to. Lejte to. Lejte, tam kapniki naprej. Vse žijo. Ful dobro, sem tlele je voda. Tako da bi se mogel sezuti. Ne vem, ali bi se ali ne. Grem najprej še spodno pogledat. Glede na to, da sem že tukaj, sem rekel, se sezujem, pa grem naprej. Zakaj ne bi šel? Zdaj pa kar težko tle privleč čez. Paziti moram, da mi baterija ne pade v vodo, ker tule sem enkrat zobčke malo nalomil in ne drži dober, je pa voda je mrzla, tako da ni topla. Lepo. No, saj je nekaj. Ja, saj tamle se pa konča, lejte, ne. Tako da ne bom več naprej rinil. Mislim, gre tamle še naprej, sem to je pa res za neke izkušene jamarje, ne pa za tacgale, ki sem jaz, ki sem malo firčen. Tole je bilo super, samo zdaj, ko sem se sezul, pa imam čist mokre, mislim, čist sem blaten, da si moram skor noge nekje umit. Je pa tudi kar malo mrzlo, če vam po pravici povem. Evo, zdaj bomo ven prišli. Gremo pa še to spodno pogledat. Evo pa še luč crknila. Na nogah imam polno blata, lejte. Tako da jaz bom šel zdaj tlele kar boz dol, če je dol kakšna voda, da si malo uperem, pa si pol obujem superge oziroma tele čevlje, ki jih imam. Nimam pa danes merelk, zato ki jih je škoda za tole, da jih vse zasvinam, sem ene stare vzel. Veste, kaj vam povem? Pa ne nakladam. Noge so mi kar malo zamrznile. Samo lejte, imam takele blatne, ki jih pa nočem, da je tu čevelj. Da je neka voda, da bi si malo splahnil. Grem pogledat dol. Evo, tle sem zdaj v tej jami. Tale voda ven prteče. Tle sem si noge umil. In veste, kaj je zanimivo? Ni ta voda tako mrzla. Ali pa sem občutek samo tak, ker sem mu skoraj zamrznjene noge. In mogoče se je tu zdelo bolj toplo. Seveda naprej se tle ne da. Tako da takole smo raziskali takle vevš. Zdaj pa nazaj gor, pa vidimo, kako pa kaj naprej. Prišel sem gor, sem se kar namatral. Vam povem, navpična strmina, pa še drsi, pa še to torbico moramo rok nositi. No, tole so te ostanki gradu Klevevš, se pravim, skoraj ostankov ni več. Če smo čisto iskreni, zdaj ima neke piknik place. No, tamle 100 metrov naprej smo pa parkirali, tako da še par minut pa sem pri avtu.